Lep pozdrav vsem udeležencem. Prihajam s Fakultete za elektrotehniko in računalništvo iz Maribora. Predstavil bom pa mogoče en korak nazaj. Uporaba tehnik za samodejno podnaslavljanje avdiovizualnih vsebin, ki ne poteka v realnem času, ampak zato terja nekaj časa, da se video vsebine podnaslovijo. Tako, zdaj pri motivaciji, zakaj smo se tega lotili? Prvi razlog je bil v tem, da digitalne tehnologije omogočajo oziroma so omogočale nekako eksponentno naraščanje obsega razpoložljivih vsebin na spletu. V času korone smo bili zaprti znotraj učilnic, nismo mogli predavati v živo in veliko stvari se je odvijalo online, to se pravi preko interneta. Največja težava se pa pojavlja pri izvedbi laboratorijskih vaj. Tam, ker študenti niso smeli v laboratorij, smo te vaje posneli, izvedli te vaje demonstracijsko. Jaz predavam digitalne sisteme, digitalno tehniko med drugim in smo vse vaje posneli in potem tudi analizirali in tako dalje. In te vaje so potem tudi študentom na razpolago. Kasneje smo videli, da je dobro, da so ti videoposnetki tudi podnapisani. Torej, zakaj podnaslavljati video vsebine? Razlogov je več, to je vaša skupnost oziroma skupnost gluhih in naglušnih, to vsekakor potrebuje. Potem je tukaj razlog tudi hrup v prostoru. Marsikdaj imamo v prostoru hrup in ne slišimo dialogov. Iz tega razloga je dobro, da imamo video vsebine podnaslovljene, ker veliko lažje video vsebine potem spremljamo. Tretja zadeva je staranje. Mi vsi se staramo in vemo, da se staranjem naše čutilo, torej sluh slabi, torej slišimo vedno slabše in slabše, še posebej v hrupnem okolju. Tretja zadeva je nekakovostna oprema za predvajanje avdio in video vsebin. Velikokrat imamo na razpolago mogoče slabše zvočnike, slabše televizorje in to povzroča tudi težave pri spremljanju avdio in video vsebin in povzroča tudi nepotrebno utrujenost gledalcev oziroma poslušalcev. In pa zadnje je pa neprimerna akustična oprema prostorov. Včasih se nahajamo v kakšnem prostoru, ki je zelo odmeven in takrat pride do odboja zvoka, rečemo tako imenovanim podaljšan odmevni čas, ki ga merimo z RT60 in pri takšnih pogojih pride do prikrivanja zvoka in razumljivost izredno pade. Torej, kako bi podnaslovili avdio in video vsebine? Imamo dva načina. Eden je ročen način, drugi je avtomatski način. Pri avtomatskem načinu uporabljamo ravno te tehnologije, ki je moj predgovornik oziroma predhodnik razlagal, to je avtomatsko razpoznavanje dialogov v video vsebinah in potem tudi avtomatsko podnaslavljanje. Vendar je v slovenščini to podnaslavljanje oziroma razpoznavanje govora še precej težavno, ker so rezultati povezani z množico napak in je te treba potem kasneje ročno popravljati. Ročno podnaslavljanje pa, se vemo, je povezano s tipkanjem, terja izredno veliko časa. Tukaj v nadaljevanju bom pokazal oziroma prikazal nekaj postopkov in kako izvedemo takšno avtomatsko podnaslavljanje video vsebin. Zdaj, kaj so pravzaprav podnapisi v videu in kako te uredimo? Večkrat so podnapisi direktno prevedeni iz govora ne preveč simpatični za branje, tako da jih navadno skrajšujemo in pa povzemamo. Potem so podnapisi velikokrat tudi prevodi iz nekega drugega jezika, tujega jezika in običajno jih nameščamo na spodnji rob slike in jih časovno usklajujemo z dialogi. Damo seveda
bralcu oziroma gledalcu dovolj časa, da prebere podnapis. Vendar imamo eno srečo, kajti podnapisi so v Sloveniji, ali podnapisovanje ima v Sloveniji neko dolgo tradicijo, kaj smo prevajali tuje filme, ne, tako da za nas to ni neka novost, ne. Je pa podnapisovanje audio-video vsebin zamudno opravilo in tudi velja za avtorsko delo. Na drugi strani, ne, pa zaradi naraščajočih količin audio-video vsebin preko spleta, preko drugih virov, obsega oziroma presega neko, bom rekel, ročno prevajanje ali podnapisovanje, zato se tukaj zatekamo k nekemu strojnemu razpoznavanju jezika in potem ročni korekciji teh prevedenih tekstov, ne. Je pa iz izkušenj, lahko rečem, strojno prepoznavanje jezika z uporabo umetne inteligence za slovenski jezik še vedno nepopolno in zahteva precej dodatne ročne korekcije. Torej, malo bom čisto pokazal, kako se je odvijal razvoj digitalnih audio in video vsebin skozi čas. Sam se ukvarjam s tem že nekje od leta 2000, ko so se te digitalne audio in video tehnologije začele pojavljati. Nekje leta 2000 smo prišli iz analogne v digitalno, to je zajem in montaža digitalnih vsebin. Potem recimo 2002 so IT tehnologije omogočale prenos zvoka in videa po spletu, rekli smo temu video on demand. In tukaj sem se nekje začel intenzivno tudi ukvarjati s tem področjem proizvajanja video vsebin za gluhe in naglušne in sem s kolegom Matjažem Debelcem na tem področju tudi naredil veliko mednarodnih projektov. In potem leta 2003 so nastopile širokopasovna omrežja, ki so omogočala z večpasovne širine tudi prenos audio-video vsebin preko interneta. Predtem smo lahko video prenašali samo na vpoklic preko analognih telefonskih linij in tudi streaming, torej tekoče ali sprotno prenašanje videa je bilo takrat omogočeno, ne. Leta 2006 se je pojavil YouTube, ki seveda uporabnikom omogoča nalaganje in razširjanje video vsebin, to je velika prelomnica v videotehnologijah. Leta 2009 smo prišli iz SD tehnologij v HD tehnologijo in smo preko spleta lahko že spremljali 1080p, torej HD ločljivost, in pa pojavile so se tudi pri YouTubu možnosti samodejnega razpoznavanja govora, seveda samo v angleščini takrat. No, 2010 smo potem lahko video vsebine predvajali tudi v živo, preko YouTube kanala recimo, ko je live stream in pa v 4K kakovosti oziroma ločljivosti. 2015 smo uvedli 360 tehnologijo in pa 8K in Adobe Premiere je vključil umetno inteligenco v razpoznavanje govora v svoj program za montažo videa. 2019 je postal YouTube druga najbolj obiskana spletna stran, takoj za Googlom, in tukaj lahko en podatek, ki je prav neverjeten, da se vsako minuto na YouTube portal naloži 500 ur audio-video vsebin. 500 ur. Potem pa mogoče še to, da je YouTube recimo lokaliziran v 108 državah, od 2014 tudi v Sloveniji. Približno 15 milijard ljudi ga spremlja. Zakaj toliko govorim o tem YouTubu, ne? Zato, ker je YouTube tudi ena od možnosti, kako podnaslavljati audio in video vsebine, in sicer brezplačno. Lahko uporabljamo ta portal, lahko podnaslavljamo, vendar podnaslavljanje tukaj poteka ročno, ne? In je to malo problematično, ker potrebujemo za to veliko časa. Na levi strani vidite, imamo nek tekst, ki ga vnašamo, lahko ročno, z veliko napakami, ne, časovnica, video okno, spodaj imamo audio sled in tukaj imamo
te naše podnapise, ki sledijo tej časovnici v audio. Torej, ne bom verjetno imel toliko časa, ampak tukaj samo po korakih, kaj naredimo. Pri YouTubeu slovenskega jezika še ni mogoče razpoznavati strojno, zato, na zdravje. Hvala. Zato, a sem prehiter? Ne. Okay. Zato transkripcijo izvedemo z nekimi drugimi zunanjimi orodji in potem nesemo oziroma prenesemo ta tekst nazaj v YouTube. Tukaj je potrebno narediti neko slovnično korekcijo teksta, tekst razdeliti na posamezne pasice oziroma dele. Te je potrebno potem sinhronizirati z dialogi, prilagoditi število vrstic. Vemo, da imamo lahko samo 2, maksimalno 3 vrstice v posamezni vrstici. Te tekste lahko potem tudi zelo enostavno strojno prevedemo v druge jezike, recimo v angleškega, nemškega in tako dalje. Potem tele pasice oziroma tekst lahko prikažemo z besedilom v okvir slike, določimo oziroma prilagodimo trajanje prikaza posamezne vrstice in pa lahko seveda pasice tudi oziroma tekst tudi oblikujemo, črke povečamo, zmanjšamo, določamo prosojnost pasice in tako dalje. No, s čim se sam veliko ukvarjam, je z montažo v Adobe Premiere, kjer ta zadeva podobno deluje. Adobe Premiere zelo lepo prečita oziroma prebere govor v različnih jezikih. Tu vidimo, lahko naložimo španskega, nemškega, angleškega in tako dalje, japonskega. Množico jezikov lahko naložimo, sem preizkusil recimo nemško in angleško verzijo. Žal pa za slovenščino spet nimamo možnosti prevajanja, ne. No, zadeva deluje spet podobno, kot sem prej. Vidimo, tu imamo tale okno zavarjevalnik, na desni strani imamo transkripcijo, audio sled, video sled in pa avtomatsko Adobe zna narediti to pasico oziroma razporediti tekst glede na prebran govor. Seveda je v tem procesu še veliko napak, tudi če ga prevajamo iz angleškega ali nemškega, oziroma tako prevajam iz nemškega in angleškega jezika, ampak nekaj ročnega popravka oziroma korekcije je tukaj še potrebno. Podobno v korakih, kako zadevo izvedemo, torej program zna avtomatsko razpoznati jezik, jih podeliti v podnaslove, generirati besedila na traku v časovnici in potem enako, kot sem prej povedal, lahko priredimo oziroma lahko določimo čas trajanja posameznega besedila in tako dalje. Tekste lahko tudi izvozimo v zunanji urejevalnik ali v kakšno TXT datoteko oziroma v datoteko ASR, ne. Ta ASR datoteka se lahko potem sinhronizira z bilo katerim drugim video predvajalnikom in lahko tudi video predvajamo v drugem jeziku. No, potem sem pa našel eno zelo zanimivo orodje, ki je brezplačno, Subtitle Edit. No, in v tem orodju je zanimivo, pa je mogoče tudi strojno razpoznavanje slovenskega jezika. In zadeva deluje relativno dobro, popravkov ni veliko, zato pa orodje uporablja en program Whisper, to je umetna inteligenca, ki nam seveda potem naš tekst razpozna in nam potem tudi avtomatsko razporedi oziroma razdeli naš govor po teh pasicah za podnapise. Spet imam en kup zadev, ne, kaj lahko vse spreminjamo v tem delu. Skratka, popravkov je še nekaj. Te prebrane tekste lahko potem tudi prevedemo v druge jezike, mi jih recimo v angleščino prevedemo. Tukaj lahko prilagodimo dolžine, število vrstic kot prej in tako dalje.
Ja, skratka, izvozimo še v zunanje datoteke, TXT in pa SRT, enako kot prej pri Adobe Premieru. Mogoče edini problem tega programa je, da se to ne vidi, to je en kratek odsek narejen, kjer je dejansko za en krajši video razpoznavalnik 100% razpoznal govor. Seveda je pa tukaj govorec, profesionalen govorec, tako kot je kolega pred mano povedal, takoj pa, ko imamo neka mašila, ko imamo mogoče slabše akustične pogoje v prostoru, je to razpoznava že lahko problematično. Zelo malo časa rabimo za korekcijo teh podnaslovov in priporočam seveda uporabo tega programa, kot sem rekel, je program enostaven, je pa seveda kar nekaj dela, preden si ga uredimo. Mogoče spet ena slabša stvar tega programa je, da za mogoče 1 uro razpoznavanja potrebuje več ur za transkripcijo, več ur rabi proces za transkripcijo. Jaz imam spodaj še en YouTube video, kjer sem s pomočjo programa Premiere prevedel približno 1 uro, oziroma prečital 1 uro videa v nemškem jeziku in ga potem prevedel v slovenščino, tudi strojno prevedel slovenščino, in tudi v nemščini je, oziroma iz nemškega jezika je tole prevajanje zelo, zelo težavno. Sploh pa potem prevajanje iz nemškega v slovenski jezik, ker razumljivost teksta je skoraj ničelna. Tako da, če gledaš original nemški, pa potem prevedeš v slovensko jezik, je zelo, zelo težko razumeti sploh, o čem zadeva govori. Tako, ok. No, če še pridem k sklepu. Podnaslovi v avdiovizualnih delih vsekakor pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebin, tako gluhim in naglušnim, kot starejšim osebam in pa seveda tudi splošni populaciji. Izboljšajo razumljivost vsebin pri predvajanju v hrupnih, akustično neprimernih prostorih in kadar predvajamo avdio in video vsebine z slabo audio-akustično opremo. Kadar je zvok v audiovizualnih vsebinah slabše tonske kakovosti, kaj s tem mišljeno, velikokrat imamo posnetke, ki so neprimerno posneti, imajo veliko prisotnega hrupa ali pa drugih motenj. Podnaslovi bistveno zmanjšajo napor pri spremljanju audiovizualnih vsebin in zaradi vse večjega obsega AV vsebin jih je nemogoče ročno podnaslavljati. Zato potrebujemo orodja, ki bodo to zmogla dovolj kvalitetno in hitro opraviti na avtomatski način oziroma strojno. In upamo, da bo razvoj umetne inteligence doprinesel k temu, k boljšemu in hitremu razvoju učinkovitih orodij za strojno prepoznavanje jezika, kot tudi za, kot je prej kolega rekel, za sprotno izvedbo podnaslavljanja. Hvala lepa. Pa za zelo zanimiv prispevek, kar se tiče podnaslavljanja. V zadnjem času ugotavljamo, da je veliko vprašanja to, koliko časa potrebujemo za podnaslavljanje. Ali bi lahko približno ocenili, koliko časa je potrebno najprej za transkript, potem pa kako se podnaslavljanje, to se pravi približno za 1 uro videa, in pa ali kolikšna je razlika, če prevajamo iz slovenščine v slovenščino ali pa iz tujega jezika v slovenščino, kar se tiče dolžine trajanja izdelave podnapisov. Hvala, Matjaž, za vprašanje. Torej, prej sem omenil, da Subtitle Edit potrebuje približno za 1 uro razpoznavanja slovenskega jezika več ur
za ustvarjanje podnapisov v slovenščini, več ur, ne. Primer je potreboval za prevod 1 ure videa iz nemščine v slovenščino približno 2 uri. Koliko časa bi potreboval za prevod iz slovenskega jezika v podnapise, ne vem, zato ker trenutno še ni modela, ki bi ga lahko vključil v transkriptor v primeru. Vsekakor pa z vse hitrejšimi računalniki, boljšo procesno tehnologijo, upam, da se bodo te stvari nekoliko pohitrile. Če pa govorimo o ročnem podnaslavljanju, pa je to vse odvisno od osebe, ki to dela. In mislim, da tukaj obstaja krog profesionalnih prevajalcev in ustvarjalcev podnapisov, ne, in mogoče bi bilo treba njih vprašati, koliko časa potrebujejo za podnaslavljanje recimo 1 ure filma. Vem pa zagotovo, da imajo neke določene omejitve, koliko minut na dan je dobro, da imajo neko omejitev, koliko časa lahko posvečajo k temu podnaslavljanju, ne. To se pravi, ne morejo delati tega cel dan, lahko delajo mogoče 2 uri in več ne, ker je to zelo naporno delo. Jaz sem sam tudi nekaj ročno podnaslavljal, ampak tukaj vedno izgubim živce, ker mi to vzame preveč časa, ne, in tako da ti avtomatski sistemi za razpoznavanje govora se mi zdi, da so vrhunska stvar, ki jo lahko uporabimo danes že. Tudi na strani, oproščam, tudi na strani, uporabili smo eno spletno stran slovenščina.eu, kjer je možno vnesti samo avdiotekst in do 300 besed razpozna nekaj takšnega. Ampak to je tudi pilotni projekt, ne. Ja. Tine Škraba, Zavod za digitalno dostopnost. Imam vprašanje glede avtomatskih orodij za prepoznavo. Vi ste omenjali enega brezplačnega, ki ste ga tudi priporočili. Ste morda testirali še kakšna druga, kakšne rezultate dajo, kakšna je hitrost kakšnega drugega, morda tudi plačljivega? Namreč aktivno se ukvarjamo z digitalno dostopnostjo in vprašanje podnapisov je eno kritičnih vprašanj v zadnjem času, ker večina videov, ki je objavljenih na slovenskih spletnih straneh, je seveda nepodnapisanih in nedostopnih. Ja, torej temu iskanju orodij sem posvetil izredno veliko časa. In razen delujočega razpoznavalnika na slovenščina.eu nisem našel ničesar drugega in pa seveda tega Whisper AI programa, ki deluje v redu. Je pa kompleksnost besedišča kot podatkovne baze tako velika, ne, da on potrebuje precej časa, da lahko najde tiste ustrezne besede, zato toliko časa tudi potrebujemo za transkripcijo. Toliko, mislim, vem, da se z sprotnim razpoznavanjem govora ukvarjajo ljudje oziroma raziskovalci na Univerzi v Ljubljani in pa tudi moji kolegi na Fakulteti za elektrotehniko v Mariboru, kjer se že, ne vem, vrsto let ukvarjajo s tem problemom oziroma s to znanostjo. Jaz sicer nisem del te skupine, sem bolj uporabnik, ne, bolj me zanima tisto, kar lahko uporabim pa prenesem v video tehnologijo oziroma v montažo, recimo, ne. Tako da sam se nisem nikoli ukvarjal z, bom rekel, metodami razpoznavanja. Mislim, vem nekaj stvari o tem, ampak. Hvala. Ja, hvala lepa. Še eno vprašanje, še imamo čas? Malo nas žal. Bom probal krajšati odgovor. Lep pozdrav, moje ime je Skender Adam, sem z Ministrstva za kulturo, Direktorat za medije. Jaz v bistvu nimam vprašanja, bi samo v bistvu izpostavil en projekt, ki ga izvajamo, pilotni projekt zadnje 2 leti v sodelovanju z ULO-FRI. To je sprotno oziroma samodejno podnaslavljanje programu RTV Slovenija.
Tu je dosežen kar nek napredek, zadeva je kompleksna, uporablja se metoda respeakinga in nekatere oddaje so že zdaj na voljo, oddaje seveda, ki potekajo v slovenščini v živo, so na voljo s podnapisi. In v naslednji perspektivi finančni smo v okviru kohezije zagotovili tudi sredstva za razvoj nekega sistema, ki bi trajno omogočal podnapise za programe RTV Slovenija, pa tudi upamo, da programe drugih komercialnih televizij, ker pač to je tudi želja, da se poveča dostopnost programskih vsebin komercialnih televizij vsem invalidom, starejšim. Pa še zanimiva stvar je, da pravzaprav sam postopek iskanja neke rešitve seveda zahteva sodelovanje večjih deležnikov, zato tudi povabili tudi vas k sodelovanju v smislu iskanja najbolj optimalne rešitve. Hvala. Hvala lepa, z veseljem. Ja. Okay. Ja. Ne, me veseli, ne, vem, da se veliko stvari s tem veliko ljudi s tem, oziroma veliko se nas s tem ukvarja, ne, in je tu mogoče potrebna neka povezava, da malo združimo moči, ne, v tem smislu, ne. Vem pa, da je bilo tudi nekaj financiranega strani države, ne, mogoče tukaj Aida kaj več o tem lahko pove, ne, ampak bil je razpisan projekt, ne vem pa, rezultatov še pa nisem našel nikjer, ne, konkretnih, ali je od tega kaj prišlo ali ni prišlo, ne, to pa ne vem, ne. Ne vem, natančno moram pogledati. Tvoj projekt je bil večkrat tudi omenjen, Ja. SDO, Ja, aha, ja. svoj slovenščine v digitalnem okolju, ne, kjer sodelujejo, ne, dejansko tukaj je najširša, bi rekla, povezava bila vseh. Aha, pardon, mikrofon. Se opravičujem, zdaj sem se nepričakovano oglasila. Ali pa če... Ja, pridi. Torej, projekt je bil razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ne, ki ga je dejansko Ministrstvo za kulturo, v bistvu razpis je naredilo Ministrstvo za kulturo ob pomoči našega ministrstva oziroma takrat še službe za digitalno preobrazbo. In takrat so dejansko vsi, bi rekla, tako zelo široko deležniki bili zajeti, ne, različne univerze, različne pač fakultete, tudi Ferije, mislim, da so deloval takrat, tako da tam so, ne, in so javno tudi dostopni, ta vsa orodja so dostopna javno, ne, tako da mislim, da ste vi tudi v vašem omenili to, ne, vem, da je tudi profesor Bajec, vaša skupina je sodelovala tukaj, ne, tako da mislim, da tu je, jaz se opravičujem, sem prehitra, je bilo res veliko stvari že narejenih, ne, in res mislim, da je zelo pomembno, da tukaj mogoče res ministrstva imamo to povezovalno vlogo, ne, da vse deležnike nekako združimo, ne, tudi Center za jezikovne tehnologije, ne, in vsi ostali, da aktivno tukaj sodelujejo, ne, ker mislim, da je to je tudi eno izmed prioritetnih področij, s katerimi se bo tudi Center za umetno inteligenco ukvarjal, ki je ravno v ustanavljanju, ker tudi v nacionalnem programu za umetno inteligenco, ki ga imamo pač pod okriljem našega ministrstva, je eno izmed prioritetnih področij so jezikovne tehnologije, tako da tukaj pač enostavno država mora še naprej vlagati, intenzivno delati na tem, ker to je eno izmed ključnih področij, če želimo, da nekako Slovenija na tem področju napreduje oziroma da imamo razvoj slovenskega jezika oziroma vseh orodij v slovenščini. Tako da, toliko z moje strani. In audio, video vsebine podnaslovljene, ne? Seveda. Okay, hvala lepa. Hvala. Ja, hvala.